Aktivni radarski tempomat je tisti vozniški pripomoček, ki služi tako varnosti kot tudi udobju. Poleg tega je tudi neka tehnološka osnova, iz katere se gradi skupaj z ostalimi sistemi tudi avtonomno vožnjo. Radarski tempomat je namenjen predvsem uporabi na odprtih cestah, avtocestah, obvoznicah, magistralnih cestah. Na teh cestah vozniku omogoča predvsem samodejno vzdrževanje varnostne razdalje, vključno s pospeševanjem ali zaviranjem glede na prometni tok. Seveda se mora vsak voznik, ki uporablja radarski tempomat, zavedati, da je to sistem, ki vozniku pomaga voziti varneje. To ni avtopilot, kot radi uporabljajo vozniki in pa celo nekatera podjetja v komercialnih opisih takih sistemov. To pomeni, da voznik še vedno mora gledati, spremljati cesto, radarski tempomat pa mu pri tem pomaga aktivno nadzirati varnostno razdaljo. Aktivni radarski tempomat deluje tako, da s pomočjo radarja nadzira hitrost spredaj vozečega avtomobila. Če ta avto prične zavirati ali pospeševati, se varnostno razdaljo prilagodi z aktivnim posegom na zavorju oziroma plinu. Za varno in pa predvsem udobno uporabo radarskega tempomata na avtocesti je najprej treba poznati, kakšen radarski tempomat določeno vozilo ima. Govorimo predvsem v hitrostnem območju delovanja. Najnovejši in najzmogljivejši sistemi aktivnega nadzora varnostne razdalje omogočajo razpon hitrosti od 0 do 210 km/h. To pomeni, da je avto zmožen samodejno nadzirati varnostno razdaljo, vključno z zaviranjem in pospeševanjem v tem hitrostnem razponu. Poleg tega pa najnovejši aktivni radarski tempomati omogočajo tudi uporabo sopomočnika za vožnjo v zastojih. V teh primerih pa radarski tempomat omogoča dejansko, da avtomobil sledi tudi gostemu prometnemu toku in samodejno zavira do popolne zaustavitve in tudi sam spelje, če se prometni tok začne premikati ponovno v 2 ali 3 sekundah po zaustavitvi. Predvsem pa je pomembno tudi, da je dobro seznanjen z ergonomijo upravljanja tega sistema, da med vožnjo ne gleda navzdol, ne išče ročk stikal radarskega tempomata, ampak da vklop nastavitve radarskega tempomata upravlja rutinirano. Se pravi, vklopi tempomat, nastavi hitrost, nastavi varnostno razdaljo in potem se osredotoči na vožnjo oziroma na krmiljenje. Seveda se pa treba zavedati tudi omejitev, ki jih tak sistem ima. V gosti megli, v močnem sneženju, v močnih nalivih bo vozilo slej ko prej javilo, da je digitalni pogled naprej omejen. Takrat mora seveda voznik prevzeti popoln nadzor tudi nad varnostno razdaljo. Poleg tega mora biti pozoren na ostale voznike. Pri tem govorimo, da moraš biti pozoren predvsem pri vozilih, ki nenadno menjavajo smeri med pasovi. Pri nastavljeni hitrosti radarskega tempomata je treba omeniti tudi manever prehitevanja na avtocesti. Ko se pri dovoljeni hitrosti, recimo 130 km/h, s pomočjo radarskega tempomata približate spredaj vozečemu tovornjaku, bo seveda avto zadržal varnostno razdaljo in zmanjšal hitrost. Kaj pomeni potem za prehitevanje? Nič posebnega, voznik mora tako kot pri običajnem prehitevalnem manevru seveda preveriti vzvratno ogledalo. Tukaj mu seveda pomaga sistem za nadzor mrtvih kotov in tisti hip, ko preveri, da je pot prosta, zamenja vozni pas, bo radar že zaznal, da pred njim ni več ovire in vozilo bo samodejno pospešilo do nastavljene hitrosti. Zavedati se je treba, da vsak aktivni poseg voznika na zavori prepiše nastavitve radarskega tempomata. To pomeni, da se takrat radarski tempomat izklopi. Voznik mora potem ponovno z stikalom nastaviti hitrost oziroma aktivirati radarski tempomat in mu spet prepustiti nadzorovanje varnostne razdalje. Aktivni radarski tempomat v sodelovanju z vsemi ostalimi asistenčnimi sistemi, ki jih tako vozilo nudi, omogoča drugo stopnjo avtonomne vožnje. To seveda pomeni, da bo vozilo samodejno vzdrževalo smer, hitrost in ostalo znotraj voznega pasu. Pri delovanju varnostnih asistenčnih sistemov oziroma pri njihovi uporabi je treba opozoriti še na eno zelo pomembno podrobnost – avtomobilsko higieno. Zaledeneli, umazani, zasneženi senzorji preprosto ne vidijo, kaj se dogaja pred vozilom.
In radarski tempomat in sistem proti naletu enostavno ne delujeta. Zato vsem voznikom svetujem, da pred odhodom na daljšo vožnjo poskrbijo za čistočo stekel oziroma vidno polje kamere in čistočo radarskih senzorjev, da ti nemoteno zmorejo zmeriti razdaljo in avtomobil založijo s pravimi podatki.